Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Midva sva nazaj. A ne? Res je. Po 2 tednih. Nekaj tajskega, ne? Ali več, ja. Ja. Kako si? V redu, ti? Ja, tudi. Kar fajn. Imam ene težave s pošto, ampak Da. nima veze. Ja. Ja. To je oddaja za drugič. Mogoče. Ja. Jaz bom imel danes oddajo, Ja, bo pa v eni aktualni nekak temi, ne? okej. Pač lotil bi se, pač vidim, kako zdaj je pa na Bližnjem vzhodu se nekaj globega spet dogaja. Ja, In Izrael. zato sem rekel, da bi mogoče tale izraelsko-palestinski spor pregledal, ampak ne v smislu, da bom dal zdaj svoje mnenje, pa to, mogoče bi ga bom, sem pa kaj omenil. Bolj sem mislil nek zgodovinski pregled narediti, kaj se tam dogaja, zakaj je to, kdaj se je začel, tako ne, pač nek pregled tega, zato ker dosti opažam, kako bi rekel, v zadnjih 3 letih Ja, se je, sem začel opaziti, kako so ljudje eno leto doktorji, naslednjo leto so strokovnjaki za, ne vem ko, politično zgodovino, ne vem, Sovjetske zveze, zdaj so pa naenkrat postali strokovnjaki za bližnjo vzhodno krizo. Treba in to poudariti, so isti ljudje. načeloma so več ali manj zmer isti, pa treba poudariti nekaj, kar mi sicer ful ni všeč, ampak ti ljudje so ponavadi tisti, ki so jedva osnovno šolo naredili. Aha. Ne. Pa nič ne mislim reči, da je unka nima šole, da je zabit, pa unka ima pa da ni. Tudi unka ima šolo, je ponavadi še bolj zabit včasih. Ja. Ampak, Ja. hočem reči, da bi se človek mogel malo zavedati, koliko se sploh spozna na kakšno stvar. Malo bolj kritičen biti in ne verjeti vsemu, kar nekdo nekje sam napiše, in to je to. Ker tudi danes na internetu najdeš vse, kar želiš najdeti. Itak, seveda. Če se boš ti odločil, da je Zemlja ravna, boš najdel milijon dokazov, da je Zemlja ravna. Tako da ne verjeti čisto vsega, kar piše na internetu, oziroma kar je nekdo nekje objavil, ni glih nujno, da je Ja, res. res je. Zato sem se odločil, da bi sam, ker sem dosti teh zgodovinskih, ker se marsikdo pol nekaj nad zgodovino začne opirati, pa ne, nimaš prav. Pač. Nekateri Vem, da ja, nimajo prav. nekateri ne. Ja, res je. Zato bi tukaj razčistil nekaj zadev. Kaj se je dogajalo Sem pa- včasih. ja, sem Tako. Ok, No, pejmo, pa bomo da začeli. slišimo. Ker jaz tudi ne vem točno, tako da No, jaz ne bom sej, tukaj... zato je tudi namenjen nekomu, ki mogoče bi rad kaj več vedel, pa ne. Tako. Okay. Se pravi, ko bomo začeli, en večjih mitov je ta, da je tukaj na tem območju konflikt že tisočletja, pa da je vera tisti glavni razlog, Okay. resnica je pa malo drugačna. Zdaj, ok, tudi vera, seveda verska razlike so prisotne tukaj, ampak glavna razlika je pa v bistvu samo to, da si 2 skupini ljudi lastijo isto zemljo. In ta konflikt je v bistvu prisoten šele nekih zadnjih 100 let. Bolj konkretno samo enih 60 let, se pravi, to ni neka tisočletna Aha, okay. zadeva, ampak bolj moderna. Kaj pa je bilo 1000 let nazaj? Aha, ok, bomo prišli. Ja, ok. Zdaj, ja, lepo, Počasi, lepo da počasi, vprašaš, ja. to je pravilno. Zdaj, do konca prve svetovne vojne je bilo to območje del Osmanskega imperija. Osmani, Turki, Ja. to vemo. In to že stoletja. In tukaj so živeli tako muslimani, kot kristjani, kot židje, in so živeli v miru. Njihovo, pač vsi so bili so tam brez kakršnih, no, z jih je bil kakšen konflikt, sem pa tja, ampak ne tako kot danes. Pač vsak se je odločil, kje vera je in je pač tam In so- živel in to je to. In živeli so, ja, pač Ja, v miru. tam. Noben ni imel problemov en z drugimi. No, se pravi, okrog leta 1900 oziroma še malo prej, ko se je v Evropi začel, malo zgodovinsko, mogo tudi Ja, kaj razložiti sam na hit, 1848 se začne ta pomlad narodov. Takrat so nastali narodi, takrat so identitete
nastala. Takrat smo recimo Slovenci nastali, takrat je beseda Slovenija, Slovenci nekako, no, ok, ne Slovenci, ampak Slovenija kot identiteto dobimo, no, Slovenci, ampak ne samo mi, tudi Nemci, tudi Italijani, tudi Švicari so takrat nastali, rečemo temu. In da nekdo skoči v luft, Trdina piše, da je pred letom 48 noben ni vedel, kaj ne bi pojem Slovenija pa Slovenci bilo, ker pač se rekel, pač mi smo Korošci, Štajerci, Kranjci, pač kakšna Slovenija, kakšni Slovenci. Ja. Ampak ni to naša tema. No, kar pomeni, da ko se pravi, evropski narodi so dobivali identiteto, pomeni, da so tudi tukaj, ta ideja se je razširila in so tudi tukaj v Palestini so dobili neko palestinsko identiteto. No, zdaj v tem istem obdobju, ko ljudje imajo neko palestinsko identiteto, se pa sploh v Evropi začne eno gibanje, ki se reče zionizem, se mu je reklo. Ne bom šel spet v neke detajle, ampak tukaj ideja je bila ta, da judovstvo oziroma židovska vera ni toliko več vera, ampak že neka narodnost. In so tudi zagovarjal pol idejo, da bi si Židje kot narod že, ne, da bi si zaslužili, da bi si lahko imeli neko državo. To državo so pa videli na območju tam, kjer izhajajo, se pravi okolice Jeruzalema. Ampak po drugi strani treba vedeti, da iz Jeruzalema izhaja tudi islam, pa tudi krščanstvo, ne. Ampak to so že druge stvari. No, zdaj zakaj so tudi bi se vprašal, kako se Židje zdaj predstavljajo kot nek narod, ne? To je neka vera, ne? Ja, je dejstvo, kar mislim, da vsi vemo, so bili Židje skozi stoletja, pa skozi celo zgodovino, kjerkoli, so bili zmeraj preganjeni. Zmeraj so bili krivi za vse. Za kar stoji en razlog. V bistvu ni, jaz bi mu bolj rekel izgovor. Okay. Židje so bili tisti, ki so križali Jezusa in zato so v očeh kristjanov postali večni sovražniki. Zakaj rečem, da je samo izgovor, neka druga stvar je še tukaj. En stereotip, ki ni toliko stereotip. Židje so imeli vedno, so imeli denar. Ampak zatem pa tudi stoji neka zgodovinska, krščanska, tudi zaradi krščanstva. Namreč dolgo nazaj je bilo delati z denarjem, pa karkoli z denarjem, delati z denarjem je bil kot greh. Se pravi, ni bilo krščansko se z denarjem ukvarjati. Judje pa s tem niso imeli težav, ne. In pa so enkrat postali bogati in pač ljudje so jim bili fovš, je prišla, ne vem, na kuga, Židje so krivi, da jim jih pobiti, pa meni glede še denar in pobermo. Ja. To je pač na hitro. No in nekako so zaradi vsega tega so imeli neko idejo, da bi lahko skupaj živeli kot narod, recimo na tem območju. Zdaj in recimo do konca 19. stoletja, tudi začetek 20. se je že kar nekaj 10 tisoč evropskih Židov se je začel naseliti v Palestino. Je pa treba tukaj povedati nekaj. Oni so pač povsem legalno, oni so kupili zemljo, pa so tam postavili hišo, naselja, kakorkoli, pač povsem na legalen način so tja prišli. Niso prišli z meči. Ne, oni so pač na normalen način, če temu lahko rečemo. No, po prvi svetovni vojni Otomanski imperij razpade in na to območje pridejo Francozi pa Britanci in kasneje pol Britanci, ko so nadzorovali vse, naredijo ta palestinski mandat, kakorkoli se temu reče. Pač to območje so oni nadzorovali in ga že nekako poimenovali Palestina. In sprva so pustili seveda Židom, da se tja naseljujejo, zato ker jih je vedno več jih je šlo tam. Jih je šlo tja. Nakar jih je bilo nekako že toliko veliko, da so se pa Arabci začeli upirati, da jim ni bilo všeč in tako iz ene kot z druge strani že nekaj
neki konflikti nastanejo. Ena skupina napade druga skupina napade prvo. In Britanci so pol v 30-ih, ko so videli, da se neki naredi že vzpostavljajo, so omejili preselitev Židov, na kar so Židje na to odgovorili, da so ustvarili neke vojaške skupine, milice, karkoli, ki so se borili tako proti Arabcem kot proti Britancem. No, pa je prišla druga svetovna vojna in z njo verjetno najbolj gnusna stvar, ki smo jo naredili, holokaust. Pač 6 milijonov Židov je bilo pobitih samo zato, ker so bili Židje. In pa ta ideja o tem Izraelu oziroma tej državi itak še bolj zrasla in seveda cel svet jih je podprl in mislim povsem normalno, ne vem. Tukaj kdorkoli še danes, ki trdi, da Izrael ni država, da je, to je pač glup. Drugače ne moramo reči. No, ampak je pa tudi neka druga stvar tukaj. Oni so v sveti povsem ignorirali Arabce, ne. Oni so rekli, seveda Židje se lahko tja preselijo, ampak noben pa Arabcev ni upošteval, ni mislil na njih, pač tudi do njih ni bilo fair, ne, po eni strani. Ja, seveda. Tudi oni pravili, mislim, pol svojo državo ali nekaj. Seveda, do tega je skušali priti, ampak so bili konflikti. No, torej 1947, po vojni, Združeni narodi se odločijo, da bojo razdelili Palestino na območje za Žide in mogoče za Palestince. Se pravi neodvisen Izrael in pa neodvisna Palestina. Mesto Jeruzalem takrat je bil pa ideja, da bi bila neka tamponska cona, kjer bi vsi bili, ampak neka država v državi, če lahko temu tako rečemo, ne. Da so vsi srečni. Ja. Zdaj, po 47 so tudi Britanci, se pravi, da je vojna, Britanija bila tako skoraj v bankrotu. Takrat so že odšli iz Indije, pa so se pa še odločili, da bodo iz tega območja odšli in Britanci pač odidejo. Ta ideja v teh dveh državah, Izraelci so jo sprejeli, Arabci pa ne glih, zato ker so v tem videli nek spet evropski kolonializem, ni jim bilo pač všeč, ne, pa po drugi strani konec koncev spet noben jih ni nič vprašal, noben ni bilo nekaj, kar ni bilo tudi lih fair do njih, ne. No, in zato je leta 48 do 49 je bila ta arabsko-izraelska vojna med Izraelom pa 5 arabskimi državami, sosednjimi, in to vojno Izrael dobil, ampak v tej vojni so šli globoko čez tiste meje, ki jih je ta sporazum iz leta 47 določal. In s tem, ko so recimo takrat so že zavzeli to je bilo malo kasneje. Ampak v glavnem, v teh vojnah že palestinski begunci nastanejo, kako bi rekel, ne pač begunci, seveda po vojni so itak begunci, ampak problem je pa ta, da so ti begunci od takrat do danes še zmeraj begunci. No, še kar so kao begunci. Ja, seveda. No, zdaj Izrael takrat nadzoroval večinoma pač Palestine, razen Gaze, ki ga je Egipt, pa Zahodnega brega, kjer je pa Jordan nadzoroval. Pač konflikti so itak pol še vedno bili, vse do leta 67, ko je bila 6-dnevna vojna, oziroma junijska vojna, spet med Izraelom pa nekimi arabskimi državami in to vojna Izrael spet dobi. Ampak v tej vojni je pa Izrael ogromno območja, veliko več, kot je danes Izrael. Koliko danes Izrael zavzema, je skoraj še enkrat toliko je izraelska vojska zavzela. To je bilo vse do jugovzhoda Sirije, ta zahodni breg, vse do Sinaja, se pravi v Egiptu, vzhodni Egipt dejansko so zavzeli. No, pa tukaj stvari, vojna. Čez približno 10 let, leta 78, sta Egipt pa Izrael podpisala premirje in takrat je ta Sinaj
oziroma ta vzhodni del, je nazaj Egipt dobil. Ampak že zato, ker so tako stanje je bilo že toliko kritično, da so ljudje videli, pa predvsem Arabci so videli izdajo o tem, da je Egipt z Izraelom podpisal mirovno pogodbo. Toliko daleč je šlo, da so predsednika egipčanskega ubili zaradi tega. V kasnejših letih so še pol druge države z Izraelom podpisale to neko mirovno pogodbo. Ampak tukaj pa treba nekaj pa vedeti. Ja, v vseh teh vojnah, oziroma predvsem po tej drugi vojni, je Izrael še vedno ostal na unih območjih, ki jih je v vojni presegel. No? Po eni strani bi lahko rekli, ja, bila je vojna, oni so samo zavzeli območje. Potem nastane problem, ko so na ta območja Izrael začel prodajati to zemljo, ki sploh ni bila njihova, in so svoje ljudi začeli tja naseljevati. To je predvsem v Zahodnem bregu je bil ta problem, ki je še danes zelo, bi rekel, še najbolj aktiven. Ja. A takrat, ne vem, ti Palestinci pa niso imeli svoje zemlje, ali to so pol kar njihovo zemljo, ali... Tako, v bistvu, ja, po vojni so, se pravi, ko je bila vojna, so Izraelci šli čez meje tiste v palestinsko državo in ostali tam. Aha. In začeli prodajati to zemljo. Čeprav ni bila njihova. Ja. Izgnali so nekako ljudi, pa... To je zdaj naše. Ja, tako. Čeprav je varnostni svet OZN je rekel, pač ilegalno je to, kar počnete. Vsi se zavedajo, da je to ilegalno, ampak pravila očitno veljajo samo za ene, ne pa tudi za vse. Ne. No, ne bom tukaj zdaj nekaj vpliciral, ampak do 90-ih let so bile ti konflikti, ampak v 90-ih je pa to preraslo v bistvu v vojno med Izraelom pa Palestino, čemu rečemo intifada. To je bila prva intifada. Intifada je pa arabska beseda za upor. Sprva so bili najprej protesti, potem je bila pa vojna, kjer je bilo ubitih par 100 Židov, pa par tisoč Palestincev. In takrat ko se je to vse skupaj že začelo, so vedeli, da morajo, pač nekaj moramo narediti glede miru. In takrat je leta 1993 tajni sestanki so bili na Norveškem, kjer so ustvarili oslovski dokument, kjer bi lahko rešili zadevo, ampak tukaj so bi, rekel, Palestinci niso, no, sej noben, niti Izraelci, niti Palestinci niso hoteli podpisati tega dokumenta, kar je škoda, ker bi ga najprej. Ampak vseeno so se pa tukaj... Kaj pa je bilo na tem dokumentu? Tukaj bi lahko dve državi bi lahko vzpostavili, ne? Ampak noben ni bil zadovoljen s tem, kar mu je bilo ponudeno. Razumem, pač vsak je hotel več. Seveda. Tako. No, čeprav so v tem času pa vzpostavili neko palestinsko, ne avtonomijo, ampak avtoriteto. Se pravi, na nekih območjih so dovolili, da so Palestinci, da imajo več pravic, da imajo tudi lahko vladajo, da so lahko v kakšnih mestih, kjer imajo večino in da se jih upošteva in tako naprej. Zdaj, niso podpirali tega dokumenta. Problem je pa tudi ta, da je prišlo, da so se hoteli zmeniti glede nekega miru, zato ker je pa že v 90-ih ta teroristična organizacija Hamas nastala. Te so tisti, kateri so največji krivci za vse skupaj, kar se danes recimo dogaja. Ja, pač vsi jih imajo za teroriste. Tako, ja. Treba je vedeti, da je tudi dosti Palestincev, jih seveda ne podpira. Hamas se bori proti Izraelu kot proti palestinskim oblastem. Ker oni so dejansko teroristi, ker hočejo pač zase vse in... Tudi niso za Palestince pa... Ne na tak način, kot bi večina najbrž hotela. Okay. Zdaj,
zapravo tega dokumenta, tega oselskega, niso podpisali in ko so zvedeli, da so hoteli nek mir narediti, so nastali protesti tako na izraelski strani kot na palestinski in so vsi izvajali nasilje. Ne vem, zato ker ne marajo se to, pač ne marajo se toliko. Ja, no, pa če je nekdo hotel red narediti, ne vem zakaj. Ja, zato ker, ne vem, ena skupina hoče, da gre una skupina ven, druga skupina hoče, da grejo vsi tisti ven in vsak... Samo da je bo to odprt. Ideja, mislim, ne vem, a ni to tako meni, ne vem, lej, tep nikul, da bi, ne vem, Palestinci sem prišli, postav se v njihovo kožo, njim pa tudi nikul, da všti kar kev leto. Mislim, se v ljudje mogli malo bolj zavedati, ali pa postaviti v kožo enega drugega, pa se zavedati, kaj se... Pač isto je njemu bedno, kakor je tep, sam pač on noče, da ti prideš, ti pa nočeš, da on pride. Mislim, zame, ne vem, to je tako meni. No, še zadnji deli, se pravi, okrog leta 2000, ko so spet neki protesti nastali in je nastala ta druga intifada, druga vojna med Palestini, kjer je bila veliko hujša, par tisoč ljudi umrlo. Ampak tukaj v bistvu so se pa očitno vsi začeli zavedati, da miru pa ne bo več. Sicer Izrael je odšel iz Gaze in tam je Hamas prevzel pač vladanje, kako bi rekel. Na zahodnem bregu so začeli zid graditi in samo neke točke, kjer lahko Palestinci grejo ven. Zdaj, ja, stanje, kakšno je danes, se mi zdi, lahko rečemo, že tretja intifada, ampak kaj hočem tukaj povedati, ok, zdaj smo skozi zgodovino smo šli, ampak če si mogoče slišal, bilo pred 3 tedni je bilo v Frankfurtu, na knjižnem sejmu je imel Žižek, Slavoj Žižek je imel govor in je glih glede tega govoril, ampak kaj si kle postal, kaj kle, težava. Takoj, ko nekdo omeni, kaj se dogaja s Palestinci, kako tudi Izrael, kako obravnava Palestince, če iz zgodovine veš, kaj se v Nemčiji recimo dogajalo v 30-ih, izžidi, so mogli znake imeti posebej lista, da lahko kamerakoli niso bili zaželeni, pa niso smeli v trgovine. No, pa Izrael smel v kino, ne? Izrael isto počne s Palestinci. Ja. Pač mora imeti papir, da gre lahko kamorkoli, ni zaželen v kakšni trgovini, pač obravnava jih tako rekoč isto, podobno kot so, kar se z njimi dogajalo. Ampak da je pa tukaj težava. Če samo to omeniš, si označen za antisemitista, pa podpornika Hamasa. Kako to vem? Iz prve roke. Zato, ker sem se pogovarjal, pač v Švici sem se pogovarjal z edmo, ki je bil z Izraela, pa ne vem niti, kako sva prišla do te teme, ker jaz ponavadi se niti nočem neke v take debate spuščati, ampak se vse in ko sem se pač omenil, da mi ni všeč, kako se ravna s Palestinci, ja, to je pa zelo antisemititsko, pa ne poznaš zgodovine, pa take. Ne, sorry, poznam. Vem, kaj se je dogajalo, tako, Židi, kaj se je dogajalo s Palestinci in to mi gre malo na živce, ko ne smeš imeti svojega mnenja, moraš biti samo za eno stran, po drugi strani, ker je bil tudi Žižek, zakaj se ga omenil, napaden je bil, samo zato, ker je omenil, 5 milijonov beguncev, tako rekoč, je tam, ki nič ne morajo. Ker jih ena stran jih zajebava, druga stran jih nič ne morajo, pač moramo na te ljudi gledati in je bil pač antisemitizem zaradi tega. Ja, se tukaj dejansko je problema, ker Palestinci tudi v bistvu, oni so Izraelci, pač uradno. Javno, ker živi v Izraelu. Ja, mislim pač, tisti, ki živi. In zdaj on, ker živi v Izraelu, pa je Palestinc tudi v bistvu arabske države ne more, ker so skregani, a ni tako? Kakor vem, da ima samo pas, a pa samo, da je bil v Izraelu, ena kolegica je bila v Izraelu, mislim, da ima prepoved nekih 5 let sploh hit v arabsko državo. Se pravi, ti si Palestinc, ti si Arabc, a ne? In ti hočeš jeti v arabsko državo in ne smeš zaradi tega, ker imaš izraelski pasoš.
zelo komplicirane zadeve. Pa bom mislil na to, se pravi, ok, mogoče ne fair dele, ampak Izraelci pridejo, vzamejo, ok, je vojna, v redu, vzamejo zemljo, preganjajo Palestince, oni so begunci. In ta begunc hoče neko boljšo življenje, bi šel v Evropo, pride sem, ga pa še manj marajo, ne prav. Kaj lahko tak človek sploh naredi? Ja. In pol ni čuden, kar se bo ful spet čuden slišal. Meni čuden toliko, da se jih nasilju obračajo, ker če nič ne moreš, če očitno legalno se zelo nič ne da narediti. Ne vem, no. Ja, in tukaj bi omenil to, kar je Žižek omenil tega poljskega juda, Marek Edelman. To je bil en Žid, ki se je boril se pravi, v Varšavi, glavno zelo se je boril proti nacistom in tako naprej. In on sam je zagovarjal Palestince, je rekel, vso pravico imajo do orožja, glih tako, kot smo ga mi imeli, ko so nas hoteli pobiti. In zaradi tega so tega junaka druge svetovne vojne, največjih Židov, že označili za antisemitista. Aha. Kar je totalno nelogično. Ja, res je komplicirana zadeva in tukaj, jaz sem pesimist, jaz ne vem, če bo tukaj kdaj mer. Aha. Resno. Upam, da se motim. Ja. Bom jaz optimist, pa bom rekel, upam, da ja, tako da jaz nisem tako zgodovinsko podkovan, kot si ti, tako da, ampak lahko sem pa optimist. Ampak ne, moram reči, da sem v zadnjih 3 letih rado malo pesimist glede vsega. Aha. Ne vem, no, eni ljudje so neke barve ta pravi pokazali. Pa se pravim, a si vedel, da bi mogli pred kakšnim mesecem mi vsi, ki smo se cepili, postati zombiji? Ker ne bi 5G signal, ne bi te čipe aktiviral. To imam jaz na šihtu. Ja. Te ljudi, ki smo že brez duše, pa ne vem kva vse, zaradi tega, ker smo se cepili, pa ker imamo 5G, sam folk sploh ne ve, kako 5G deluje, ker najhuje, a veš, ko pride človek, pač to je zdaj čist druga tema, ampak ko pride človek, jaz delam v telekomunikacijskem podjetju, jaz se nekako spoznam, kako stvari delujejo, vem, kako delujejo zadeve, pač nisem tehnik, nisem nek hud profesor, ampak vem pa zelo dobro, kako stvar deluje. In pa ti pride nekdo, 5G je kar neki, dušo ti bo vzel, dejmo del, a veš, pač ono, se v glavnem, in pol taki ljudje komentirajo takele zadeve, pa si, ne vem, zmišljuje, govorijo neke stvari. Skratka, to je bil nek pregled skozi ta izraelsko-palestinski spor. Upam, da nisem preveč. Ne, je bilo dobro prikazano, no? Si lažje predstavljam stvari. Če bom dal slikce, mogoče še malo bo jasno. Vse pri njih so že. Ja, no vse je. Tako da, ja, cool. Mislim, da je to. Hvala za ogled. Lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!